Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Družina pred izzivi časa. Danes sta ponovno z nami gospa Mihela in Jernej Kovač, družinska terapeuta iz Centra za izobraževanje, supervizijo in terapevtsko pomoč. Lep pozdrav. Dober dan. Zdravljeno. Ja. Nam lahko poveste, kaj je odvisnost od odnosov? Ja, jaz bi rekla, da odvisnost od odnosov se res kaže v enem takem odnosu, ker v bistvu si z nekom, ne zato, ker si to želiš, mogoče si tudi želiš, ne zato, ker je to nekaj, kar bi izbral, če bi se tako razumsko odločil, ampak zato, ker imaš občutek, da sam ne zmoreš več. Se pravi, ko si z nekom zato, da bi ti pomagal, ne vem, izpolniti tisto, misliš, da ti sam ne moreš, ne vem, pa lahko rečemo tukaj, da gre čisto za ekonomsko preživetje, to je mogoče zdaj najbolj aktualno, ta čas te krize in to, In je lahko to eno opravičilo, da vztrajaš v eni vezi, ker sploh nisi srečen, ker ti ni v redu, ker se čustveno sploh ne počutiš v redu, ampak ampak on pa poskrbi zame, mi zagotovi finance, lahko nekako funkcioniramo, Spet drugo bi lahko rekli, smo skupaj zaradi otroka, zaradi tega, ker pa če bojo oni pol manj čutili, če gremo na razen. Ali pa rečemo, smo skupaj zaradi tega, ker imam občutek, da sama ne zdržim, ker sem preveč žalostna, me je preveč strah, me je preveč težko, in potem sem, da je nekdo zraven, pa tudi če samo kakor, da bi bil televizor požgan, vsaj nekdo je tam, nekdo zdiha, nekoga slišim. Ja, tudi jaz bi se mogoče nekako navezal na te Miheline besede in bi rekel, mogoče še malo nekoliko nazaj par besed, kaj je to sploh zasvojenost, zakaj se gre pri zasvojenosti, In tako bi lahko rekli, da je res, ljudje smo bitja odnosov in vsak izmed nas hrepeni po odnosu, Ampak zdaj tudi tisto temeljno vprašanje, ki se na nek način poraja, kaj je tisto normalno, ko še je funkcionalno hrepenenje po odnosu, kdaj pa že gre za patologijo oziroma za neko bolezen, kjer si dobesedno odvisen od nekoga in imaš občutek, da ga rabiš, tako kot rabijo alkoholiki alkohol, drogeraši drogo, ti pa rabiš pač en odnos, in tako kot je že Mihela nakazala v tem njenem odgovoru, je dejansko tistega drugega v tem ni, dejansko, da bi rekel, da je ta oseba navezana na to osebo ali da ima jo tako rada, ampak gre za nekaj globljega. Se pravi, ti kot človek doživiš, da ti tista oseba, če se vsaj počutiš praznega, nevrednega, nespoštovanega, necenjega, imaš občutek, da ti ta oseba vsa ta občutja lahko da. In sigurno pa gre to zelo, kot bomo še pozneje nekoliko bolj globoko pogledali, nazaj v primarno družino, ker ti tista občutja, za katera si ti bil prikrajšan, dobiš občutek, ta oseba mi pa ta občutja lahko da na nekakšen način, In zato te dobesedno vrže v to zasvojenost, In nimaš izbire in se dobesedno samo znajdeš v tej zasvojenosti, Zato bi lahko, če bi tako skupnim imenovalcem oziroma najglobljo dinamiko nekako začutili, bi lahko rekli, da je to nezavedni krik po odnosu, Na ta način ljudje govorijo, kako se oni počutijo, Ampak večkrat te ljudi, te druge, se pravi partnerje, zdaj bomo bolj o partnerji govorili, dobesedno zasvojijo, in jim dajo občutek, da jih je strah, da jih je groza, da se bojijo teh zasvojenih, Ampak vsa ta občutja, ki jih oni čutijo, so pa občutja od zasvojenega, Ampak jih na nek način skreira, Se pravi, temeljno tisto je en krik po odnosu, naj me nekdo sliši, naj me nekdo začuti, kako mi je, ker imam občutek, da sam ne bom zmogel, tako kot je že Mihela ti nakazala, Strah pred osamljenjem, strah predvsem, da ne bo šlo samemu, Torej, v bistvu menite, da bi lahko partnera izbrali na podlagi nekih vzorcev, ki jih imamo od otroštva in nezavedno potem lahko tudi določen vzorec odvisnosti tudi potem pri partnerju podoživljamo. Ja. To je tisto, to je, kako večkrat rečemo, prokletstvo odnosov, ker ravno tista najbolj negativna občutja, ki si jih doživel v odnosu z mamo, z očetom oziroma njune medsebojnem odnosu, na osnovi tega se ti začneš kreirati svojo podobo o samem sebi, in vedno bolj grejo raziskave v tej smer, da tisto, kaj je najbolj negativno bilo, naprimer, da te oče sramotil, poniževal ali kakorkoli, bo si našel v partnerju ti vsa ta občutja, ali bo on tebi vzbujal, ali boš pa ti njemu vzbujal vsa ta občutja, Ampak vse to je na nezavedni ravni, ti si zavestno tega ne želiš, ti rečeš samo, da ne bom takšnega doba, kot je bil moj oče, ampak tisti nezavedni svet je globlji in te dobesedno odnese tja not,
In lahko dobiš tudi, kot smo te rekli, alkoholika, predvsem pa ti iščeš tista vzdušja, tisto občutje, ki je tam bilo, tisto ti je tako domače, ne. In zato lahko tudi ti zasvojenosti na nek način ta občutja pridejo zelo do izraza, ne? Ker imaš občutek, on, ta partner, mi bom vse to dal, kaj mi ti ljudje niso mogli dati, ne? In se dobesedno brez nadzora, brez kontrole in se dobesedno samo znajdeš v tem svetu. Ja, hkrati je pa mogoče en tak odnos tudi en način odrešitve samega sebe, a ne? Ker ti edin ta odnos, en bližnji odnos, a ne, v katerem ti podoživiš tisto stisko, ki si jo doma doživljal, da šanso, da pa ti to stisko presežeš in da greš naprej, da narediš korak naprej proti razvoju, a ne. Torej je tudi potem možno, da če se dva razvijata pa prepoznata te vzorce, da lahko gre ta naprej in da, ker v osnovi jaz, tako kot si jaz predstavljam, se ljudje samo glih takrat zaljubimo na podlagi teh nekih vzorcev. Ima potem takšni ljudje možnost, da grejo naprej, če se razvijajo. Ja, večkrat me tako ljudje vprašajo, ali imam izbiro, ali bom sigurno dolgo takšnega, kot sta oče in mama, oziroma kot je bil njun partnerski odnos, ali lahko jaz izberem nekaj drugega, ne? Ampak nažalost smo tako pač ljudje naredi, da si izberemo točno takšnega, ob katerem lahko mi te stvari razrešimo, ne? Ne moramo reči nažalost. Mislim, nažalost, na nek način nažalost, po drugi strani pa lahko rečemo, da nam je to dar, kajti ravno v takem partnerju, ne, kjer bomo vse to skupaj doživeli, bomo lahko razrešili, ne, ker tudi ta partner je bil podobno ranjen, kot smo mi bili ranjeni v svoji družini. Mogoče čist drugače, mogoče čist situacijsko, bilo nekaj čist drugačnega, ampak občutja pa ga prevevajo podobna kot nas, ne. Sigurno se vam morata oba partnerja odloči, da boste nekaj razrešila, ne. Ni dovolj, da eden partner, drugi pa ne. Oba se morata odločiti. In sigurno preko se zavesta, da si odigravata podobne igre, kot so se odigravali doma, ali v njunem partnerskem odnosu, ali pa do otrok, ne. In preko, če ti začutiš partnerje oziroma otroke, lahko prideš tudi do samega sebe in do teh svojih najglobljih bolečin, ki si jih tam v otroštvu potlačil oziroma porinil nekje stran in si mislil, tega več ni, tudi v zaljubljenosti nisi teh strahov čutil. Zdaj, ko pa se začne tam po pol leta, leto dni, intimni oziroma partnerski odnos razvijati, takrat pa se sigurno sreča s temi občutji, ne. Zato več ljudi, kar menjavajo partnerje, pol leta, leto dni, ne morejo zdržati v odnosu, ker jih je strah, da se bodo zopet soočili s temi občutji, ne. In mislijo, zdaj pa je konec odnosa, ampak ravno tam se odnos začne, če vztrajaš, če nekaj tvegaš, ne. In to je tista ranljivost, kjer lahko partnerja začnete govoriti drug o drugem. Torej takrat je najbolj potrebno, da glih znamo stati ob strani in da poiščemo neke rešitve in da vseeno smo bili namenjeni, ne, da se nekako najdemo v tistem času in da potem drug drugem odkrivamo ljudi, ne. Ja, ker ko v drugem odkrijemo dejansko samega sebe, ne. Sebe. Ja, da v bistvu, ja, da vidimo res drugega, ne, da v drugem ne vidimo tisti del sebe, ki ga mi pri sebi nočemo videti, ne, da res prevzamemo odgovornost za to, zakaj jaz ob njem čutim ravno to, kar čutim, ne, s čim je on te prebuja in da lahko jaz o tem z njim govorim, ne, ker potem presekamo tisti film, ki se nam vrti, ne, čisto za nazaj, ne, iz doma, ki smo ga dobili, ne, da tukaj jaz reagiram drugače. Ja. Ker doma kot otrok ne moreš ti z očetom pa z mamo se pogovarjati o čutenjih, ne? To ne gre, ne? Če kdo lahko tam govori, sta to oče in mama, ne? V partnerskem odnosu pa mi lahko s partnerjem govorimo o tem, kako se jaz počutim, zakaj se jaz tako počutim, lahko o tem razmišljamo, ne? In to je pot ven. Kaj pa na primer v tem stilu, da je pomembno tudi, da otroci potem tudi ta odnos z starši popravijo, izboljšajo, tako neke teorije razlaga, da prvo moraš odnos starši razrešiti, da lahko pol v partnerstvu. Sigurno, ne, se ta primarni odnos, ja. Ne, koliko vpliva, se pravi, vaše vprašanje, koliko vpliva ta starševski odnos na partnerski odnos, ali lahko samo s partnerjem razrešim, ali moram tudi starši, da mu lahko s partnerjem zafunkcionirala, ne. Sigurno so starši, s katerimi ne moreš razrešiti, ne, če je oče alkoholik ali kakšna droga, ali je mama depresivna, žalostna ali kakorkoli, ne. Ti ne moreš njih spremeniti, ne. Lahko pa spremeniti sebe, ne. Jaz bi rekel, ni nujno razrešiti se starši, ne. Lahko ti tu s partnerjem vse razrešiš, ampak tudi ta občutja, ki so te zasvojila za starši, ne, ti se moraš predvsem zavedati, kje si ti bil kot otrok v tej družini, katero vlogo si tam igral, kakšna čutenja so te zavzela, ne. In sigurno od vseh teh občutjih
tudi lahko mami poveš, oziroma očetu, ki so te zasvojili, ne. To pa ne pomeni, da boš ti za njih spremenil ali boš da bo vse tisto dobo, kar prej nisi dobo, ne. Bo ti pa, tako smo že prej nakazali, partner oziroma ti partnerju prej, ko slej začel te stvari podobno prebujati, ne. Lahko dobiš ti o partnerju, ko te partner sliši, razume, začuti, kar nisi doživel v primarni družini, tam pa lahko začneš ti razreševati te stvari, ne. Se pravi, ob starših težko ti razrešiš te stvari, ne. Lahko pa sigurno greš tam in čisto poveš, kako se počutiš ob vsem tem, ne. Kako ti je bilo takrat doma, kako že ti je zdaj, ne. Vidiš, eni so pretirano navezani na starše in se slišijo vsakih 5 minut, eni pa popolnoma presekajo starši in rečejo, nikoli več, jaz sem z vami zaključil in je tam ena jeza, sovraštvo, ampak ti starši še živijo zelo s tabo, ne. To pomeni, da ne razreši to vaše vprašanje, že dam konkreten odgovor, je to, da ti starše pustiš, da odidejo čustvene svetu, ne, in da oni živijo tam, ti pa živiš čist v partnerskem odnosu, da te več ne zasvajajo s temi občutji, ki so ti jih dali tam v tistem najzgodnejšem obdobju, oziroma obdobju mladostništva, oziroma obdobju prej, ko si ti šel od doma. Ja, se pravi, bi se mogoče kar na to navezala, recimo, ko se mi zavemo, ne, kaj se je z nami tam dogajalo, kaj smo mi doživljali doma, ne, da nismo več pripravljeni tistih vlog odigravati, se pravi, če sem jaz čustveno skrbela za nekoga tam, ne, da se jaz odrešim tega, da moram skrbeti, ne, da se čisto osvobodim te skrbi, kako se bojo oni znašli, ne. Kdo pa so ponavadi te ljudi, ki imajo to odvisnost, na kakšen način se to lahko odraža, lahko to vidimo pri ljudeh? Glejte, zelo tipično je, ti ljudje zelo, en taki paradoks je tukaj pri teh vseh zasvojenosti, ne. Ti ljudje zelo hrepenijo po odnosu, pri eni bližini, pri eni intimnosti, ne. Hkrati je pa teh ljudi blazno strah odnosov in pa bližine oziroma intimnosti, da bi se pogovorili, ne. Zato si oni skreirajo v sebi eno podobo, en zunanji objekt, po katerem hrepenijo in si ga na vsak način želijo prisvojiti, ne. Ampak ni pa tam nobene intimnosti, nobene radljivosti, nobenega odnosa funkcionalnega tam ni. In ja. Ja, torej je tudi možno, da ti ljudje ali pa partnerji, moški ali ženske, ki imajo več spolnih odnosov, da tudi se na nek način bojijo bližine, da je zato Spolnost je na nek način obramba pred tistimi najbolj občutljivimi oziroma ranljivimi občutji, ne? In želiš dobiti ta občutek pripadnosti, ljubljenosti, želenosti, hotenosti na osnovi telesa, ne? Hočeš izžeti ta občutja, ne? Ampak telo ti tega ne more dati in preko slej se zopet sooči z temi občutji, pred katerimi si odbežal, ampak takrat, če te ruknejo, tako po domače rečeno, 3-krat, 4-krat bolj, kot so tam, ne? In da gremo na to vaše vprašanje, kdo so ti ljudje, ki so zasvojeni z odnosi, ne? To so ponavadi ljudje, ki so bili prikrajšani za ta temeljna občutja v svoji primarni družini, po občutku pripadnosti, ljubljenosti, želenosti, hotenosti in so vsa ta občutja potlačili na nek način sebi, ne? In zdaj pa imajo občutek, da jim bodo partner oziroma partnerka vsa ta občutja lahko dala nazaj. In na nek način so pogostokrat ti partnerji od teh zasvojenih oseb in igrajo čustvene mame ali čustvene očete ali kakorkoli, ne? In ko to enkrat oni začutijo, to je tako, kot če bi se živeli tistega majhnega otroka, ko ga mama začuti, ko je z njim v stiku, otrok je čist razživet, čist dobesedno znori od veselja, ne? In tudi ti zasvojeni so na nek način čustveno sebi otroci in imajo občutek, saj to sem ja čakal celo življenje, ne? Ampak preko slej se pa izkaže, da ti partnerji tega ne morejo dati tem ljudem, ker to niso njihove mame, niso njihove očetje, ne? In zato se ti zasvojeni vedno čutijo, me nimaš dovolj rada, me dovolj ne spoštuješ, so zelo ljubosumni, imaš drugega, ne? Ker te ljubezni, ki si jo oni želijo v sebi globoko, jim partner ne more dati. Ker bi oni radi, da bi tam bili starši, ampak partner je čist drugače odnos kot pa starševski, ne? Ja, in mogoče to, kako se mogoče to odraža, recimo, čist, ko pogledamo odnosa, ne, in tam vidimo, ko nas neki prizadene, kar nekdo reče, ne, pa mogoče nič takega ne reče, ne, ampak jaz nekaj tam doživim, ne. In tu je pomembno, da nekako
ostanemo pri sebi, a ne res, zakaj je to mene prizadelo, kaj jaz doživim, ko on to reče, a ne. Ker tu je potem pot ven, ker dokler smo mi toliko odvisni od drugega, se pravi, jaz sem žalostna zaradi tebe, meni je težko zaradi tebe, če tebe ne bi bilo, bi jaz bila čisto srečna, a ne. Dokler mi ne prevzamemo odgovornost res za to, kaj jaz čutim, kaj jaz doživljam, kje sem jaz, ne, v tem odnosu, zakaj sem jaz ravno si tebe izbrala, a ne. Je zelo težko, a ne. Tu bi se še morda navezal na en stavek, ki je zelo očiten in nekako zelo jasno prikaže te odvisnosti od odnosov, ne, in sicer imamo dva stavka tako znameniteva, in sicer ljubim te, ker te potrebujem, in pa potrebujem te, ker te ljubim, ne. Zdaj tako malo poigramo za tema dvema stavkama, lahko rečemo ljubim te, ker te potrebujem, je čisto ena taka otroška govorica, ne. Rad te imam zaradi tega, ker te potrebujem, ker rabim eno varnost, eno zaščito, in otroci starše rabijo. Niso si jih izbrali in jih rabijo, ne. Medtem ko je tista globlja, ko je en funkcionalen odnos, je pa potrebujem te zato, ker te imam rad, ker želim s tabo, ker se želim izpolniti kot moški, kot ženska, ker želim zrast v partnerskem odnosu, ne. Ker ko pa je tisti prejšnji stavek, tam pa že gre za eno zasvojenost oziroma za eno odvisnost, kjer imaš občutek, da brez tega človeka ne more živeti, zato so ta nenehna zasledovanja, ko vidimo, ne. So pa različne odvisnosti, ne, so te romantične, gledamo neke filme, tako kot so bile te nadaljevanke in se nekaj zasanjaš in si kar ven imaginarni svet, ki ga dejansko ni, ne. So pa tudi bolj realne stvari, ko dobiš v nekem partnerju eno podobo, ob njem pa sem se res začutila, sem se začutil, brez njega ne bi mogel začel živeti in pol ali ljudje celo skrajne oblike naredijo kakšne samomore, ko jih nekdo pusti, ali jih dobesedno zalezujejo, iščejo, gledajo, ne, imajo občutek dobesedno tako enostavno povedano, da ne bodo mogli brez njih preživeti. Kaj bi mogoče vidva lahko na to rekla, ali je to premalo znanja, ali je pač to ena takšna beseda, ki govori, da smo odvisni od odnosov? Ja, mogoče res to en tak pojem, ne, biti odvisen, ne, ki se zdi zelo tuja, ne, zelo zelo huda beseda, ampak v bistvu jaz mislim, da do neke mere je to zelo pogost pojav. Jaz mislim, da ni odnosa, kjer bi partnera si lahko izrekla čisto vse, ne. Mogoče, da bi lahko vsem govorila, da bi bila do vsega odprta, ne. Vsi imamo več ali manj, bi jaz rekla, primanjkljaja, ne, in vsi imamo tudi več ali pa manj težav pri sprejemanju recimo tistih stvari, ne, ali pa če drugače povem pa domače, ne. Ko gledamo partnerja, ne, vsaka od nas nekaj zmoti na njem. Ja, pa to ni v redu, ne, pa on ni v redu, pa tisti ni v redu, ne, pa ne pospravi, pa ne vem, je prevelik, je premajhen, je takšno ali drugačno, ne. In jaz mislim, vedno, ko gre za kakšne take stvari, ko jaz nekaj specifičnega najdem na partnerju, kar me moti, gre za neko mejo odvisnosti, a ne. Ker jaz tistega pri sebi ne morem priznati, ne, in potem nekje bolj jasno to vidim na drugem. Kako bi pa lahko to na drugačen način naredili ravno takrat, ko nas nekaj moti in ne sprejmemo? Kako si lahko takrat pomagamo v takih situacijah? Ja, jaz mislim, da nam lahko zelo pomaga, da smo tukaj iskreni, a ne. Da povemo, glej, ko ti to pa to narediš, a ne, mene to zelo prizadene, a ne. Me zelo strah rata, ne vem, me zelo razjezi, a ne. Da lahko o tem govorim, ker to je tisto drugače, ne, ker doma nisem mogla, ne. Hkrati pa to zdaj, da ne pomeni, da bo pa zdaj partner mogel pa vse točno tako narediti, kot jaz mislim, a ne. Ampak da sem tudi sprejmem, da on lahko v tisti situaciji nekaj čist drugega doživlja, a ne. Da nečesa ne dela zaradi mene. Ampak ker je verjetno ta odnos toliko pomemben in to naredi za odnos. Pravi, če bi tako v enem stavku probali na nek način, to, kaj je Mihela povedala, tako mogoče malo bolj enostavno povedati, sprejmi me takšno, kakršna sem, oziroma sprejmi me takšnega, kakršna sem, ne. In to je tisti največji strah, ki se pojavlja pri partnerjih, ali gre to za odvisnost, ali to gre za eno partnerski odnos, ki je pač prežet z različnimi konflikti, razočaranje, beso, jezo. In to je tisto najgloblje, a ti lahko povem, da sem žalostna, ti lahko povem, da me je strah, da me je sram, da nečesa ne vem, ti lahko povem, glej, ko mi ti to narediš, da se čutim na nek način zlorabljena in če ti bom to povedala, boš ostal še v meni, boš me sprejel takšno, ali boš rekel, to samo ti pretiravaš, to so neka tvoje finte, tvoja
In ko ti to poveš, da dobiš občutek, ni dovolj samo, da ti poveš, ko ti to poveš, da imaš tudi občutek, da te drugi nekdo razume in da te sliši, da te spoštuje, tisti temelj, da te spoštuje, to pomeni, da se začne za tebe zanima, da reče, aha, ti si pa to tako doživela, jaz sem pa čisto drugače to mislil, začutil, ne? In da tudi on, da se začnete o teh najglobljih občutih pogovarjati, vse to je tista intima, večkrat, ko mi rečemo intima, nas nekako avtomatsko vrže spolne odnose, ne? Ampak to je daleč od teh spolnih odnosov, ne? Bomo tudi spolnosti eno oddajo imeli, bomo tam bolj podrobno o tem spregovorili, ampak intimni odnos je res, ko se dva tista največje strahove, ko imaš občutek, če bom to povedala, bo odšel, bo odšla ali kakorkoli, ko se začneš to deliti, to je tista intima in ko imaš občutek, da si sočuten drug z drugimi, da čutiš, kako je njemu bilo, ko si ga prizadel, da on začuti, kako je njej bilo, ko smo se prizadel in tam je tista rast, tam lahko zraseš, prideš ven iz tega, ne, in preko slej se tudi srečaš tam, da rečeš, aha, se pa to mogoče tudi ni med nama tako globoko, ampak je samo nekaj takšnega, kar smo midva prenesla od svojih primarnih družin in tukaj midva zdaj nezavedno to odigravamo in ta plešemo in pol je razrešitev ven iz tega, ne. Se pravi, tisto sočutje, da če se samo z besedami povedamo, sočutje, da čuješ z drugim, da nekdo čuje s tabo, da nekdo čuje s tabo in ko to doživiš, začutiš, tam se tista ljubezen začne, ne. Vse drugo je pa samo ena površina, se pravi od teh spolnih odnosov do vsega, preko slej se tega naveličaš in rečeš, a je to samo to? A me to izpolnjuje kot žensko, kot moškega? In zato bomo malo pozneje v spolnosti, ne, da ne bi zašli s to temo, ne. Kakšna pa je dinamika zasvojenosti pri odnosih? Na kakšen način bi se to lahko izražalo? Ja, biti. Ja. To bi lahko bil en odnos, ki je mogoče zelo na začetku je to mogoče zelo močen odnos, ne? Ko sta zelo močno povezana, ne morata drug brez drugega, ne? Jaz mislim, do neke meje, ko smo zaljubljeni, vsi damo to skozi, ne? Ampak potem s časoma, ko pa prvič pride recimo do enega konflikta, bi tako rekli, se pravi do tega, da midva drugače mislimo. Se odločava recimo, ne vem, nekam ita, ne, pa jaz bi šla na eno mesto, pa na drugo, ne. In v enem odnosu, kjer nekako funkcionirava, ne, bova se nekako zmenila za to destinacijo, brez da bi se nekdo od naju počutil zdaj nepomembnega, neljubljenega recimo, da smo ga odrezali, ne. Če pa se midva o tem ne moramo zmeniti, ne. Se pravi, da tukaj ostanemo v enem konfliktu, pa tudi, ko nekam skup greva, ne, da to nesemo sabo, ne. Jaz vse takrat sem pa jaz tebi spet popustila, ne, in zdaj naslednjič pa to pomeni, da bo pa po moje, ne, v tem smislu, ne. Da je to že pogojevanje, ne. Ja, ko gre za to, da res, ti meni, jaz tebi. Ja, da se v bistvu pogojujemo drug drugega, ne. Jaz bi tu mogoče toliko dodal te skrajnosti, kaj smo prej govorili, ko te zalezuje, ko je nasilen, ko ima občutek, da imaš občutek, da je že prav nasilje tam, ker ne more s tebo. Na nek način lahko pomagaš ti samemu sebi, se pravi tistemu partnerju, ki je žrtev, da samega sebe zaščitiš in rečeš, tega si pa ne bom dovoljevala, si ne bom dovoljeval, ali kakorkoli gre za moškega ali žensko in rečeš, tu pa je ena meja, jaz se toliko spoštujem in na nek način tudi pomaga zasvojenemu, ne? Da se tudi on zaveda, da je to že ena bolezen, ena motnja in da je to v njem, ne? Da on ne, če tako poenostavimo, da on ne bo mogel razrešiti stvari, ki so v njem preko druge osebe, ampak bo mogel iti v sebe in svoja občutja in se srečati, soočati s temi vzdušji, ne. Sigurno bomo lahko druga oseba pomagala, če bo on na odrasel, funkcionalen način začel o teh stvarih govoriti. Ne pa preko tega, da bo preko druge osebe on te svoje lastne stiske razrešil, ker se ne da. Ker zakaj to zasvojenost odnosi nastane? Zaradi tega, ker imaš občutek, da ti bo drugi to razrešil, ker je tebe strah se soočiti s temi vzdušji, s temi občutji, ne. In od drugega pričakuješ, da ti bo to dal, ne. Kar ti sam ne moreš, ne. Ampak preko slej se izkaže, da ti drugi tega ne more dati. Lahko ima te on rad 24 ur, 110%, ampak še vedno boš rekel premalo, ne. Ker se ti vsaj počutiš neljubljenega, nevrednega, nespoštovanega in ti drugi tega ne more dati, če si sam ti ne boš dal, ne. Torej je v bistvu zelo pomembno, da imamo tako se reče, da imamo sami sebe radi, da prvo pri sebi analiziramo in poiščemo neke rešitve. In na podlagi tega verjetno lahko partnerju tudi pomagamo, da se sam razvija. Ja,
Ker sebe moramo imeti najrešiti, to se tako malo mogoče egoistično sliši, ampak če sebe nimaš rad, ne moreš imeti rad partnerja, ne moreš imeti rad otroka, ker ne veš, kaj sploh to ljubezen je. Če ti nekdo nudi, nikoli ni dovolj, ne? Ampak kaj to pomeni samega sebe rad, bi pa lahko imeli eno oddajo, da bi razložili, kaj je to samega sebe imeti rad, da se spoštuješ, da ceniš svoje potrebe, čisto povedano, da od teh svojih potreb ne odstopaš. To ne pomeni, da rečeš, ja, ne vem, na primer, zelo en taka klasičen primer, ki se tudi na terapijah pogosto krat pojavlja in ne vem kaj. Ljudje se danes kar ne poročajo, ne? Bi kar bili tako živeli, grdo rečeno, na koruzi, ne? Ker jih je strah, vsi rečejo, tisti papir, tisto je brez veze, ne? Ja, ko pa se zaenkrat za nekoga odločiš in rečeš, zdaj bomo midva skupaj živela, midva bomo na nek način eno, ne? Tam pa je malo manj svobode, malo vsega manj, ne? Ampak šele takrat, ko se ti za nekoga odločiš, tam lahko partnerski odnos zraste. Jaz ne pravim, da je to nujno s poroko, ampak ni to samo tisti papir, ampak je en strah, ogromno enih dvomov, ne vem česa vse, ne? In ljudje dobesedno bežijo pred to poroko, ne? Ja, in kakšne komponente lahko vključuje zasvojenost z odnosi? To smo že malo nakazali, ne? Če bi čisto hitro tako našteli, to je to lahko romantična, ne? Se pravi, da se nekako zasanjam, da vedno sanjaš. Pol je lahko, se pravi, da je nekdo ti kot romantičen objekt, pol je lahko kot spolni objekt, ne? Da preko spolnosti si na nek način odvisen in na to tudi prideš v odvisnost od odnosov, ne? In želiš njega dobiti dobesedno, da je tam en objekt, da se vso to napetost, tesnobo, ki jo imaš v sebi, spraviš preko spolnosti ven v drugega partnerja, ne? To so te, in pa ta odvisnost, če bi lahko rekli tretjo, to pa je ta odvisnost, ko smo že prej govorili, da zelo greš v tisto starševsko, ne? Da imaš ti prav, da je zelo izrazito očitno, da imaš občutek, da bi tam mogla biti ena mama, en oče za tebe, ki bi te dobesedno non-stop božala, eni ti ljudje se želijo non-stop božati, vedno občutek, da je premalo nežnosti, da so premalo in preko teh svojih neizživetih otroških doživetij, za katere si bil prekrajšan, želiš ob partnerju zelo, to je zelo očitno, ne, se to je pri vseh načinov, pri tem tretjem, se pravi, pri tem odvisnosti, doživeti na nek način, ampak nikoli ne moreš, ne, vedno si razočaran, vedno že občutek, premalo je, nisi mi dala dovolj, nimaš me rada, ne, ker on ni tvoj oče, mame, ampak je tvoj partner. Ampak, da smo čisto iskreni, da ne bomo rekli, zdaj samo ta zasvojeni ima težave, tudi tisti drugi je soodvisen od tega, ne. In tudi on igra eno igro tukaj, v katero se je zapletel in je tudi on na nek način odvisen od tega odvisnega partnerja, ne. Tudi tistega je strah iti v odnose, ni samo tega, ki je zasvojen, ampak oba plešeta v tem plesu, ne. Še enkrat mogoče čisto, ker se bližamo koncu, da je bi zelo rad poudaril to, da je teh ljudi zasvojenih in tudi tistih, ki vztrajajo zasvojenju, strah intimnih odnosov, se pravi intimnih, teh bližnjih interpersonalnih odnosov, ker imajo občutek, da če bodo se zbližali na te čustvene ravni, da bodo živeli toliko ene anksioznosti oziroma tesnobe, da ne bodo mogli preživeti, ne. Zato oni izberajo te zasvojenosti, ne. Se pravi, to je ena obramba pred temi globljimi odnosi, ne, ker imajo občutek, da so ne samozavestni, nezrele osebnosti, in niso sposobne ustvariti enih normalnih, funkcionalnih, partnerskih odnosov, zato so te zasvojenosti obrambe pred tem, ki te čuvajo, da ne greš globlje. Ja, za konec bi nam lahko mogoče še povedala, kako si ljudje pomagajo, ki so odvisni od odnosov. Na kratko, čisto. Ja, mogoče bi jaz res tisti zaplet v teh odvisnih od odnosov je res v tistem nasprotovanju, bi človek rekel, ne. Ko si toliko želiš bližine, hkrati pa je te bližine te toliko straha, ne, da dejansko na nek način sam sebe sabotiraš, ne, in izbiraš ene odnose, v katerem te bližine avtomatsko ne boš dobil, ne. In je res tukaj fajn, da si dovolimo res te vsako najmanjšo željo, potrebo, čutenja. Ne? Jaz mislim, da je to tista pot ven, da prisluhnemo sebi in da verjamemo, da to, kar čutimo, je prav. Ko si enkrat to priznamo, bomo potem lahko tudi našli ene odnose, ker bo spoštovano, a ne to, kar mi čutimo. Ja, bi se pridružil tem mnenju oziroma odgovoru Mihela in bi rekel, da
da gremo, sigurno, gledajte, pri tej zasvojenosti je poleg te psihične tudi nevrobiološke, se pravi, da tudi možgane postanejo zasvojene, ne, in včasih je potrebna strokovna pomoč. Včasih tudi že gre tako daleč, da prav so potrebni ti ljudje, kakšne hospitalizacije oziroma kakšnega psihiatra, da dajo te medikamentozno oziroma zdravila, da se malo ta nevrotransmiterski sistem v možganih umiri, ne, da sploh lahko začnejo čutiti, razmišljati normalno, kje so, kaj so, ker drugače se tem ljudem stvari samo dogajajo, ne, so vedno v nekem toku, ne, da se pravi, da jih malo fokusirajo, ne, da bodo bolj osredotočeni, ne. Sigurno, ko pa to ena osredotočenost ali ena fokusiranost doživijo, pa da spoznajo sploh, kaj je v njih tista stiska, tista bolečina, tudi včasih kakšne travme, večinoma so bili ti ljudje zelo traumatizirani, se pravi spolno, čustveno, fizično, ali so bili zanemarjeni ali kakorkoli, ne. In da probajo malo se soočiti s temi občutki in se vprašajo, pa je res, je to vse skupaj normalno, kaj jaz počnem, ali že grem nekaj preko, ne. In da začutijo tudi na nek način, kaj s temi svojo zasvojenostjo, ne, kjer je nasilje, kjer je to ljubosumne, kaj počnejo partnerju, ne, in da se malo ustavijo in da probajo malo neko sočutje doživeti v tem partnerju, ne, ker s tem, ko bodo do njega sočutni, bodo tudi lahko za svojo bolečino, ne, in probati odnose kreirati na globlji ravni, kot pa samo preko nekih tranzicijskih oziroma neko preko prehodnih objektov, ker tam poti ven ni, ne. In da se tudi ta oseba, ki je žrtev tega zasvojenega, zaščiti in da pove, glej, imam te rada, želim si odnosa s tabo, ampak moraš pa nekaj narediti na sebi, potrebno je tukaj zdravljenje. Ali je to psihiatrično zdravljenje, ali zdravljenje preko strokovne pomoči, ker v 95% je potrebna strokovna pomoč, ne. Se ta težko ven potegneš iz te vzdušji, ker se ne znajdeš vsem tem, ne, te posrka to, ne. Ko bi jaz mogoče zaključil, ja. Torej, hvala vama, da ste bila z nami in hvala tudi vam, ki ste nas danes gledali. Srečno.